Kako se v zdajšnjih okoliščinah odvija skrb za paciente po operaciji na srčku v enotah intenzivne nege? Kako je zdaj, ko medicinskih sester izjemno primanjkuje? Pri nas je zdaj zelo težko. Zdaj, ko dobivamo te paciente iz Nacionalnega inštituta za otroke s srčno boleznijo, v bistvu mi nismo bili niti predhodno obveščeni, da bomo te paciente dobili, niti nas ne obvestijo, kdaj bodo ti pacienti operirani. To je iz danes na jutri. Naprimer, jaz pridem v službo, operiran pacient po srčni operaciji, vsi potem gledamo, kateri kirurg je operiral, ker ne vemo točno, kateri kirurg je operiral. In v bistvu je za nas to še težje, zato ker imamo kadrovski primanjkljaj, že itak, to sem povedala tudi na tiskovni konferenci, delamo pod temi standardi in normativi, moralo bi nas biti 95, vsaj 95, nas je 39. Povedala sem tudi to, da je večina mladih kolegic, ker smo tak sistem imeli, da tukaj delajo sedaj samo diplomirane medicinske sestre, ostale smo samo medicinske sestre s pogodbo 80-20. Te mlade kolegice zaradi težavnosti in velike odgovornosti dela in seveda, ker morajo biti še več prisotne, ker nas ni, tudi odhajajo na lažja delovna mesta. Ta velik pritok medicinskih sester tudi ni dober zaradi tega, ker je to delo naše, kar se tiče strokovnosti zdravstvene nege na visokem nivoju in mislim, v bistvu usposabljanje medicinske sestre za tako delo traja več kot 2 leti. In kaj pravzaprav to pomeni za kakovost in varnost dela? Tukaj je delovanje v takšnih pogojih je gotovo na hudi preizkušnji. Stiske so velike. Seveda. Zdaj, tukaj rešujemo kolegice takole, ker seveda v prvi vrsti nam je pomemben pacient. Tukaj imamo otroka, ki moramo poskrbeti za njega. 24 ur smo zraven. To sedaj rešujemo, ampak to ne bo moglo, ker vse bomo izgorele, ker smo preutrujene, rešujemo takole, da si pomagamo. Mlade kolegice se precej naslanjajo tudi na starejše, z nasveti, pomagamo si, skupaj delamo, nismo več razdeljene, ko imamo tudi recimo vodjo tima, timsko sestro, ona tudi skoči v pomoč pri pacientu, tako da nekako skupaj rešujemo, ampak to je, vam povem, zelo težko. Zelo težko. V dopoldanskem času, mislim, da že dolgo časa nismo šli sploh na malico, po popoldanskem času tudi ne, po noči mogoče, če se stvari umirijo, sedaj recimo, ko so začeli ti kardiokirurgi operirati, je prišel kardiokirurg iz NISOB-ja in je želel, da nas je 5 medicinskih sester zraven, da se posvečamo samo temu pacientu, to ne gre. Jaz sem vam že naprej opisala, da mi smo multidisciplinarna intenzivna enota, mi pokrivamo kirurške, nekirurške paciente in medicinske sestre imamo poleg tega pacienta po srčni operaciji še enega ali pa 2. Veste pa, da po teh standardih, normativih bi morala imeti enega takega pacienta 2 do 3 medicinske sestre. Odgovorne ste pozvali k ukrepanju, od Ministrstva za zdravje odgovora ni bilo. Tako. Od Ministrstva za zdravje odgovora ni bilo. Mi in Ministrstvo za zdravje ves čas že pišemo dopise, da so razmere v enotah intenzivnih terapij in odraslih in otroških nevzdržne, da delamo že da dihamo dobesedno na škrge že medicinske sestre. Ministrstvo za zdravje nam konkretnega odgovora ni dalo. Zadnji dopis, ki smo ga poslali, je bil 6. julija. Tam je sindikat KC, jaz kot predsednica konference medicinskih sester, smo napisali probleme in rešitve problemov. Odgovor z Ministrstva za zdravje je bil, da oni so naredili, kar so naredili, ostalo breme so preložili na vodstvo kliničnega centra. Kaj boste ukrenili, če se v kratkem ne zgodi nič? Ja, mi smo s kolegicami se pogovarjali, ko smo mislili to pismo, ki sem ga tudi na tiskovni konferenci prebrala, smo se pogovarjali in enostavno me bomo primorane iti k radikalnim ukrepom, ker tako ne moremo več, ker to ni varno za nas in ni varno za pacienta, da delamo v takih nevzdržnih razmerah.